Z izobraževanjem in programi vseživljenjskega učenja prispevamo k ustvarjanju enakih možnosti za vse, ne glede na invalidnost, bolezen ali zaostanek v razvoju. Si želi prehoditi pot, elegantno, kar se da, da zmeraj vedovi, kam gre se in dokot. Marinu Kačiču se je pred 12 leti življenje obrnilo na glavo. Zaradi hude nesreče se je znašel na pragu smrti. V življenje se je vrnil popolnoma slep. Vnovič se je moral učiti najpreprostejših reči. Jesti, hoditi, se znajti v prostoru, brati in pisati. Izkušnja klinične smrti je zamajala Marinov pogled na svet. V duši je zazijala praznina. Vendar ni podlegel cinizmu in depresivnosti. Imel je srečo, da ga je gnalo naprej, v iskanje notranjega miru in novega smisla. Začel je s psihologijo, ki mu ni dala odgovorov, nadaljeval z jogo, postal mojster reikija in zdravitelj, vendar je v novi duhovnosti srečeval predvsem ljudi, ki so se ukvarjali sami s seboj. Je ena velika kriza, nekak dvojni ovinek, ki izgleda, da življenje gre nazaj. Ga ni več konc življenja. Tako bi lahko tudi sam svoje življenje nastavil. V nekaj trenutku je bilo tako hudo nazaj, koren izgleda nazaj. Tako je spoznal, da je treba najprej dozoreti. Le kdor je na sebi preizkusil vse faze osebnega zorenja, bo znal tudi svetovati in pomagati. Med rehabilitacijo v Centru slepih in slabovidnih v Škofji Loki se je Marino vpisal na Visoko šolo za socialno delo. Uspešno jo je končal in za diplomsko nalogo prejel študentsko Prešernovo nagrado. Ob študiju se je udeležil vrste delavnic in usposabljanj za svetovalno in terapevtsko delo. Obiskoval je šolo kibernetike psihoterapije na Medicinski fakulteti v Zagrebu ter program propedevtike za profesionalne psihoterapevte. Za individualno in skupinsko terapevtsko delo se je usposabljal tudi v okviru društva Odmev. Ko je postal odvisen od tuje pomoči, ni mogel sprejeti, da bi bilo njegovo življenje omejeno na 3 ali 4 spremljevalce. To je doživljal kot socialni samomor. Z leti se je izuril in zdaj se lahko giblje s komerkoli, prepoznava govorico telesa in se ji prilagaja. Videče uči, kako ravnati. Tako spreminja predstave o slepih in njihovih dejanskih potrebah. Temu pravi kreiranje skupnega sveta. Sonja Pungartnik pričuje o tem, da so ovire, ki spremljajo naše življenje, lahko ustvarjalni izziv, če le ohranimo v sebi radost bivanja in voljo do napredovanja, do učenja. Kljub temu, da je od rojstva slepa, je dosegla visoko izobrazbo, se je usposobila za nudenje pomoči drugim, si ustvarila družino, ob tem pa se še vedno dodatno izobražuje. Ko smo v Društvu katoliških pedagogov ustanavljali projekt prostovoljnega dela Človek za druge, smo Sonjo večkrat povabili za pomoč pri vzpostavljanju prostovoljcev. In moram reči, da jih je pritegnila s svojimi bogatimi izkušnjami, s svojim strokovnim znanjem in svojim umirjenim, spoštljivim pristopom. Kljub temu, da je od rojstva slepa, dosegla visoko izobrazbo, delovala v kulturnem društvu celo v Dramskem krožku. Poleg tega je dokazala, da je sposobna zaslužiti svoj kruh. Knjige sem imela v življenju vedno rada. Že kot majhen otrok sem rada tipala po policah, kjer so bile knjige. Kasneje sem se potem odločila, da bi to svojo življenjsko oviranost, slepoto rada združila še s strokovnim znanjem in na tak način pomagala ljudem, ki jih je doletela enaka življenjska usoda. Kajti tekom svojega izobraževanja sem spoznala, da so mi pravzaprav največ nudili pedagogi, ki so tudi sami imeli podobno
življenjsko izkušnjo. Zato sem se odločila za študij defektologije. Danes sem v bistvu zelo zadovoljna, da sem se odločila za ta poklic. Večkrat obiščem kakšen seminar, ki ga organizirajo in pripravim za udeležence kakšno predavanje, predvsem z področja samostojnosti, navad, slepih in slabovidnih v gospodinjstvu, težav pri komunikaciji slepih in videčih, kakšna usposabljanja za svojce slepih oseb, za starejše slepe osebe. Vodila sem tudi terapevtsko skupino za slepe, ustanovila skupino staršev slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov za samopomoč, ker sem pač videla, da so ti starši teh otrok zelo v stiski, ker v Sloveniji ni zadostne strokovne pomoči. No, v veliko veselje mi je tudi vodenje oddaj na Radiu Ognjišče, Luč v temi. Sama sem mnenja, da moramo invalidi najprej sami spregovoriti o svojih potrebah in šele potem lahko pričakujemo, da nas bo okolje razumelo. Zato tudi organiziram delavnice za videče, kjer videči na nek način spoznajo svet slepih. Občudujem njeno voljo do življenja, njeno notranjo moč in to, kako zna to svoje znanje in te svoje bogate izkušnje uspešno prenašati na druge. Kjer je volja, tam je pot. To pomenljivo načelo bi lahko pripisali vsakomur izmed naših letošnjih dobitnikov priznanj. Za življenjsko vodilo in naslov svoje knjige pa si ga je izbral Roj Goreja, univerzitetni diplomirani ekonomist, zaposlen v društvu Invalidski forum Slovenije kot svetovalec za stike z javnostjo. Roj Goreja je že ob vstopu v šolo izgubil 95% sluha, a ni podlegel črnogledosti. Starši in zdravniki so ga spodbujali, da je vztrajal in v rednem programu dokončal ne le 8-letko, temveč tudi srednjo ekonomsko šolo. Želja po znanju je bila premočna, da bi tu odnehal. Vpisal se je na ekonomsko fakulteto v Ljubljani in bil prvi slušno prizadeti diplomant. Med študijem se je učil tudi govorništva in javnega nastopanja. V delovnem okolju radi povedo, da ljudi s posebnimi potrebami navaja na samospoštovanje in samopomoč, brezposelnim vliva samozavest, pripravlja pa tudi lasten izobraževalni program, s katerim ima namen navdušiti ljudi za samorazvoj. Življenjske izkušnje je zbral in jih predstavil v knjigi. Namenil jo je ljudem, ki si kljub stiskam želijo utreti pot k kakovostnejšemu življenju. Na to, kar se mi je zgodilo, lahko gledam kot na največjo kazen ali kot na darilo. Jaz sem se odločil za darilo, pravi Roj. Center za korekcijo sluha in govora Portorož je javni zavod za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Strokovni delavci Centra za korekcijo sluha in govora sodelujejo kot izvajalci v številnih drugih izobraževalnih programih na različnih področjih. Še posebej je tukaj potrebno omeniti gospo Sonjo Hrabar, ki je že za časa svojega ravnateljevanja poskrbela za to, da so mnogi sodelavci centra se začeli ukvarjati z programi vseživljenjskega učenja. Zdi se mi, da se pravzaprav učim že odkar sem na svetu. Pravzaprav skoraj za vsak dan lahko rečem, da sem se nekaj novega naučila. Me je zelo skrbelo, preden sem se upokojila,
kaj bom počela, ker sem imela pravzaprav zelo tako dinamično delovno obdobje in sem se malček tudi že tako pripravila, da sem si izbrala informacije tudi o univerzi za 3. življenjsko obdobje. Potem je pa naneslo tako, da rabijo defektologe in z eno nogo sem še vedno v centru, kjer počnem pravzaprav to, kar me najbolj veseli. Delo z otroki, starši, z učitelji, vzgojitelji. To, kar mi je v zelo veliko zadovoljstvo, je to, da se odpira recimo na področju izobraževanja za osebe s posebnimi potrebami tudi ta vertikala. Vedno več je gluhih naglušnih, ki uspejo pridobiti visokošolsko ali pa tudi univerzitetno izobrazbo. Prav gotovo so to posamezniki, ki imajo zelo aktiven odnos do življenja in tudi do samega sebe, so zelo delavni in pa tudi kar dobro samopodobo morajo imeti, da nekje so tako dolgo vključeni v polnočutno okolje. Izkušnje, ki jih imamo z odraslimi gluhimi skozi te programe v Žumi, pa tudi z programi, ki smo jih začeli pred leti z računalniškim opismenjevanjem, kažejo, da pravzaprav se splača vlagati v to populacijo tudi potem, ko doseže neko polnoletnost ali pa zrelost. Ko smo pred leti začenjali z programi računalniškega opismenjevanja za odrasle gluhe, nam je bil cilj, da bi vnesli v njihovo življenje računalniško tehnologijo. Internet odpira v bistvu vrata v svet tudi za osebe s posebnimi potrebami. In glede na to, da odrasli gluhi silijo bolj v socialno osamo kot neko socialno aktivnost, je internet ena od poti, ki omogoča medsebojno komunikacijo, omogoča iskanje informacij in tudi potrebo po novih znanjih. Z izobraževanjem in programi vseživljenjskega učenja prispevamo k ustvarjanju enakih možnosti za vse, ne glede na bolezen ali zaostanek v razvoju. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije kaže na velik pomen, ki ga ima učeča se skupina za kakovost življenja posameznika. Pri uresničevanju ciljev uspešno združuje strokovne in laične moči. Pri svojem delu na Onkološkem inštitutu sem srečevala dragocene posameznike, ki so po preboleli bolezni čutili potrebo, da bi naredili tudi nekaj za druge. Tako smo začeli organizirati najprej samo pomoč, usposabljati prostovoljke, ženske z rakom dojke, da so začele obiskovati na novo obolele na oddelku. Tako da pravzaprav je to osnova našega društva. Deluje 18 skupin za samopomoč za ženske z rakom dojke v različnih krajih po Sloveniji. Prva in najstarejša je skupina, ki deluje v Ljubljani že več kot 20 let. Osnovni namen skupine za samopomoč je, da bolnice ob izmenjavi izkušenj lažje premagujejo težave, ki jih prinaša življenje z boleznijo. Vsako skupino vodi prostovoljski tim, to je prostovoljka pa strokovni vodja. Prostovoljka je ženska, ki je pred najmanj 2 letoma bila zdravljena za rakom dojke, ki je dobro rehabilitirana in je za svoje delo posebej usposobljena. Strokovni vodje so pa zdravstveni strokovnjaki različnih profilov. V društvu se odlikujejo po domiselnosti, s katero nagovarjajo tako javnost